Nana in mali Harvey, glas ljubezni preko oceanov. Na drugi strani sveta, pod toplim avstralskim soncem, je v majhni hišici sredi obmorskega naselja živel mali Harvey. Star je bil komaj pol leta, a njegove velike, iskrive oči so že radovedno raziskovale svet okoli sebe. Bil je prav poseben dojenček. Njegov nalezljivi nasmeh je razsvetlil tudi najbolj siv dan. Skoraj nikoli ni spal, raje je budno opazoval svet, se smehljal in z drobnimi ročicami segal po vsem, kar ga je obdajalo. Mali raziskovalec, sta ga klicala starša, ko so skupaj preživljali dolge avstralske noči. Medtem, ko so drugi spali, je Harvey pogosto ležal med njima, se premetaval, jedel in smejal. V njegovem srcu je tlela neskončna radovednost, kot bi ves čas želel odkrivati nekaj novega. Čeprav je bil Harvey poln energije, sta ga starša uspela umiriti na prav poseben način, z glasom njegove nane. Nana je živela daleč, daleč stran v Sloveniji. Vsak večer je sedla na udoben stol, vzela mikrofon in posnela zvočno pravljico za Harveyja. Njene besede so bile kot mehka odeja, ki je zavila dečka v ljubezen in toplino. Ko je poslušal njen glas, je umirjeno zaspal, čeprav si še ni mogel predstavljati obraza, ki je pripadal temu glasu. Zdaj je Nana štela zadnje dneve do 5. februarja, ko bo odšla v Avstralijo in prvič objela svojega vnuka. Tistega zimskega jutra bo letališče v Ljubljani morda zavito v meglo, a v Naninem srcu bo sijalo sonce. Na poti do letališča bo stiskala ročno prtljago. V kateri bodo pletneni copatki, knjiga pravljic v slovenskem jeziku
in plišasta igrača, podobna tisti, ki jo je nekoč imel Harveyjev oče. Kako bo, ko ga prvič objamem, si je zamišljala. Ob misli na trenutek, ko bo izstopila iz letališča v Sydneyju in zagledala Harveyja v očetovem naročju, ji je srce zaigralo. Predstavljala si je njegove velike, radovedne oči, kako jo bodo prvič uzrle. Se me bo spomnil, se bo smejal, si je šepetala. Medtem, ko so ji solze ganjenosti polzele po licih. Predstavljala si je, kako bo prvič zaslišal njen glas v živo, ne le iz zvočnika. Kako bo stegnil drobne ročice proti njej in kako ga bo vzela v naročje. Tukaj sem, ljubezen moja, mu bo šepnila, ko ga bo poljubila na mehko ličko. Dnevi do potovanja so minevali v sladkem pričakovanju. Nana si je slikala vse trenutke, ki jih bodo doživljali skupaj. Večeri ob Harveyjevi posteljici, ko mu bo brala pravljice v živo. Njena toplina in smeh, ki bosta sobo napolnila z ljubeznijo. Predstavljala si je, kako bo Harvey vsak dan bolj spoznaval njeno prisotnost. Njene roke, njen smeh in mehke melodije slovenskih uspavank, ki jih bo pela samo zanj. Harveyjeva starša sta ji pripovedovala, kako njen glas umiri malega raziskovalca. Vedno se umiri, ko posluša tvoje pravljice, sta rekla. Ta misel je grela Nanino srce in jo napolnila s hvaležnostjo. Februar je bil vedno mesec ljubezni, a letos bo za Nano še bolj poseben. Dolga pot čez oceane bo naporna, a v njenem srcu bo gorelo upanje. Vedela je, da bo vsak trenutek vreden truda, trenutek, ko se bo prvič srečala s Harveyjem. Ta dan, ko bom spoznala svojega vnuka, ga stisnila k sebi. Ta dan bo eden izmed najlepših v mojem življenju
je pomislila, ko je pripravljala zadnje stvari za potovanje. In čeprav ji ta čudežni trenutek še ni bil povsem otipljiv, ga je v srcu že nosila. Kot obljubo ljubezni, ki ne pozna razdalje, in kot neprecenljivo darilo življenja, ki čaka, da ga doživi. Sporočilo za konec. Ljubezen ne pozna meja, niti oceanov, niti kilometrov. Je najmočnejša sila na svetu, ki povezuje srca, ne glede na razdaljo. Nana in mali Harvey sta dokaz, da lahko glas in misli dosežejo srca, tudi ko sta ločena z ogromno razdaljo. Ko se ljubljeni končno srečajo, se čas za trenutek ustavi. Takrat spoznamo, da ljubezen ni zgolj občutek, temveč bistvo življenja. Je v objemih, ki povedo več kot 1000 besed. V pogledih, ki prinašajo toplino, in v solzah sreče, ki pripovedujejo zgodbe o povezanosti, ki presega čas in prostor. Negujmo te trenutke, kajti objemi naših ljubljenih so najdragocenejši zaklad, ki ga nosimo v srcu. Ljubezen je brezmejna, večna in vedno z nami. Srečno!